Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer in dobrodošli v še eni oddaji Osebnost meseca za osebnost leta 2024 televizije Vaš kanal. Nocoj bomo spoznali osebnost marca. Metliška režiserka je zaslovela kot režiserka igranih filmov, v zadnjih letih pa se veliko bolj posveča dokumentarnim filmom, v katere vnaša svojo energijo, strast in znanje. Maja Weiss, dober večer in dobrodošli v studiu naše televizije. Dober večer in hvala za povabilo in za ta lep laskav izbor. Preden vas bomo bolje spoznali vsi skupaj, si bomo pogledali prispevek, ki je nastal po obisku naše ekipe na predvajanju vašega zadnjega dokumentarnega filma Lebensborn v Metliki. Režiserka se je pred 10 leti v dokumentarnem filmu Banditen Kinder slovenskemu narodu ukradeni otroci le dotaknila tokratne teme. Nov film pa govori o 4 otrocih, ki so bili na Štajerskem avgusta leta 1942 odvzeti svojim staršem. Prav zaradi njihovega zaupanja, zaradi njihovega poguma, na vse zadnje, da so se upali, da so spregovorili, da so mi zaupali in naši ekipi potem za kamero, je, bom rekla, ta film pretresljiv, ganljiv, pa tudi navdihujoč. To je bil en razvpit zločinski eksperiment, rasni eksperiment, ker so oni imeli idejo, da bodo s tem programom povečali arijsko raso in da bodo Nemci preplavili svet. In ker njihovega prirasta ni bilo dovolj, so se odločili ugrabljati otroke, ki so jih seveda rasno pregledali, to so bili otroci iz vzhodne Evrope. Film so montirali približno pol leta, tudi s posebno pomočjo. Vse stare črno-bele fotografije in vse stare filme smo kolorirali, tako kot so delali pred 100 leti prve črno-bele filme ročno kolorirali, zdaj to dela umetna inteligenca. In mislim, da nam je to zelo dobro ratalo, ker človek, ko gleda film, dobi občutek, da se to ni zgodilo pred 70-80 leti, ampak da se to dogaja danes. Posebno izbrana je tudi glasba, za katero je poskrbel sin režiserke Maje Weiss. Zaradi teme je bilo tako jasno, da bo glasba podpirala to dramo in te težke trenutke in obdobje nacizma, ampak po drugi strani smo pa hoteli tudi najti neke lepe trenutke, ki pa so v bistvu romantični. Film so lani premierno predvajali v Frankfurtu na knjižnem sejmu, metliško občinstvo pa si ga je, po ljubljanskem in celjskem, ogledalo kot tretje v Sloveniji. 8. aprila si ga boste lahko ogledali v Novem mestu, nato tudi v Črnomlju, Brežicah in še kje. Za začetek, preden se vrneva k dokumentarnemu filmu, najprej morda razrešiva eno dilemo. Maja Weiss ali Maja Weiss Brac? Ja, torej Maja Weiss, poročena Brac, zdaj že 30 let. Mi je pa ljubše, da sem v bistvu kot režiserka oziroma moje umetniško ime Maja Weiss, tako da imam raje, da sem samo Maja v bistvu Weiss. Se pa pojavlja to, ker sem pač v uradnih dokumentih. Brac pa tudi je bilo predvsem pomembno tudi zaradi tega, ker imam 2 otroka, no in ta 2 otroka sta Brac in potem v šoli, v teh raznih uradnih stvarih je, bom rekla, hitro jasno, kam jaz tudi spadam oziroma kateri ti otroci, ki se pišejo Brac, spadajo k meni. Je bilo skozi življenje v določenih segmentih iti lažje na ta način? Tako je, tako. Predvsem na začetku tudi, namreč jaz sem se poročila v Berlinu in tudi na ta način je bilo v bistvu vse to s temi uradnimi dokumenti lažje. Pa potem pri rojstvu sina, ki je bil rojen v Berlinu, hčer je bila potem že pozneje v Ljubljani rojena, je bilo drugače. Ampak ja, predvsem zaradi teh uradov in uradnih stvari je bilo v bistvu bistveno lažje. Lahko pa povem tudi anekdoto, ki je, bom rekla, duhovita. Recimo tudi moj mož, ki je pač umetnik, je rekel, jaz ne razumem, zakaj si ta Brac vzela, se imaš tako super ime, Maja Weiss pa je prav super ime. Sem rekla, ja, pač vzela sem zaradi tega, ker sva se poročila, pa zaradi tega, ker sta
otroka, ne, oziroma bosta in tako dalje, pač po tej liniji potem nadaljevala, bom rekla, malo po klasično patriarhalni. Maja Weiss, režiserka Metliških korenin, je v Metliki prisostvovala premieri filma Lebensborn na tem delu Slovenije. V filmu oziroma v našem prispevku smo slišali, da je film nastal zato, ker so bili vsi štirje sogovorniki pripravljeni spregovoriti o tej temi. Ja, v bistvu je ta zajeti izviru Slovenski otroci Lebensborna zame začel nastajati že leta 2012 na povabilo predsednika Janeza Žmavca, Društva Trboveljčank ukradenih otrok. In tudi trije, ki so zdaj v tem filmu, so bili takrat, so že nastopali na kratko v tisti sicer kolektivni zgodbi ukradenih otrok. Tako da je bil na ta način do teh treh, seveda, ker so bili tudi zadovoljni z prvim filmom, ki se imenuje Banditen Kider slovenskemu narodu ukradeni otroci in je potem prišel v kina 2014. Nekako zadovoljni, ne. In so mi zaupali, ne, je bilo seveda tudi to zaupanje, da bi pa zdaj posneli te portretne življenjske njihove zgodbe in šli še globje, nekako prisotno tudi zaradi tega, ne. Je bila pa tukaj ključna Nataša Konc-Lorenzuti, pisateljica, ki jo je prav tako zanimala ta tema, ki je videla ta film in me potem 2019. Pač kontaktirala, napisala mail in rekla, mene tudi to zanima. In je bil potem to vzvod, da sem rekla, dajva zdaj pa še ta film o Lebensbornu narediti. In ta četrti portretiranec, Heimo Henry Haider, Veligoročan, je pa v bistvu sploh čez ta film prvič nekako sploh stopil v stik z Slovenijo, z Slovenci in je bil to njegov prvi, v bistvu prvi stik in tudi, ker je pa filmar, ne, torej on je tonski mojster in ker je bila to pri njegovih 80 letih zdaj ta možnost nekako, ja, da stopi v stik s Slovenijo, je takoj rekel, ja, pridite na Kostariko, povedal vam bom zgodbo. In jo je. Tako, in jo je povedal, ne, prvi večer, v bistvu, ko smo prišli, ravno zato, ker je filmar, sem rekla, dajmo ta album, Nataša, daj ta album pred njega, a lahko snemamo. Imeli smo še malo ta jet lag, ne. On je takoj razumel kot filmar, ja, lahko, ne. In dejansko posneli smo ta pretresljiv prizor, ki je v filmu, ko reče, to je prvič, da vidim svojo biološko mamo, ne. In tako da, ja, to so ta pomembna v bistvu zaupanja. Mi smo lahko samo hvaležni vsem tem, torej našim otrokom oziroma gospodom in gospe Ingrid von Olhafen, Eriki Matko, Ivanu Acmanu, Francu Zagožnu, ne, in Veligoročanu, Heimu Henryju Haiderju, da so dovolili vstop v njihovo intimo, v zgodbe, da so šli z nami na to potovanje, ker to je bilo potovanje tudi za njih skozi njihovo zgodovino, skozi njihovo življenje in skozi sploh to, kaj je to sploh bilo biti Lebensborn otrok, ne. Prav tako pa tudi seveda ostalim nastopajočim, ki so v filmu, ne, to sta dva strokovnjaka, dr. Georg Lilienthal, ki je v bistvu zgodovinar, pionir raziskovanja Lebensborna, potem dr. Dorothee Schmitz-Köster, ki je v bistvu publicistka in novinarka, to sta oba dva sta v bistvu Nemca, ki se s tem v bistvu ukvarjata. Že Lilienthal, tako rekoč od svoje diplomske naloge 72. leta, Dorothee Schmitz pa dejansko že več kot 30 v bistvu let. In seveda potem tudi kot v filmu vidimo te druge otroke Lebensborna, ne. Namreč Lebensborn je bil najprej ustanovljen za nemške otroke, ne. Za čisto najboljšo v bistvu raso, za nezakonske v bistvu otroke, no. In tudi vidimo pač v filmu ta pretresljiv prizor, te neke seanse, kjer pač kako so bili tudi oni zaznamovani znotraj Nemčije, povojne Nemčije in potem celo življenje s tem, da so bili otroci Lebensborna. S dokumentarnimi filmi
pa naj bo to Banditenkinder ali pa ta v Lebensbornu, pravzaprav posegate na področje, za katerega je doslej veljala tišina, na nek način odpirate spomin? Ja, te filmi so vedno tudi sami dejansko ukradeni otroci, ker to so vsi ukradeni iz prvega in drugega filma, rečejo, to je v spomin in v opomin. Tako da pomembno je pripovedovati te v bistvu zamolčane zgodbe. Seveda pa je ta zgodba ukradenih otrok na Štajerskem, oni to živijo v bistvu, to so generacije. In zaradi tega je bilo tako zame, bom rekla, presenetljivo, da leta 2012, ko sem stopila, ko sem sploh zvedela za to zgodbo preko predsednika društva, gospoda Žmavca, da nekako splošno ta zgodba ni nekako poznana. Mi smo se v šoli učili razne, bom rekla, pri zgodovini, bitke, Sutjeska, Neretva, vse to, ampak taka pretresljiva zgodba iz druge svetovne vojne, tega pa recimo nikoli ne. In zaradi tega sem seveda vesela zdaj po tako rekoč 10 letih, čez 10 let je zdaj ta novi film Zajeti v izviru otroci slovenskega Lebensborna, da nekako, in to vem, da film ima to moč najbolj, bom rekla, od vseh teh umetnosti, da skozi ta medij res pride potem nekako splošno do gledalcev, seveda, če je nekako tudi dobro narejeno in potem postane na nek način del neke zavesti, tudi recimo temu nacionalne, predvsem tudi, če gre potem film kot neki učni pripomoček v šole. In pri prvem filmu se je to že zgodilo, tudi pri drugem filmu pa tudi poskušamo to doseči. Kakšna je razlika? Vi imate obe izkušnji, biti režiserka, prva režiserka slovenskega celovečernega igranega filma na eni strani in hkrati biti režiserka dokumentarnega filma. Pristop, način dela verjetno zelo različen. Ja, je različen. Moram reči, da, bom rekla, oba žanra imam rada. In žal 15 let nisem naredila celovečernega igranega filma. Bila sem 6-krat zavrnjena v tem času za 2 različna projekta, za Ime mi je Damjan in za Biljard v Dobraju. Eno je v bistvu judovska zgodba po resničnih dogodkih, drugo pa je zgodba LGBT o najstniku, ki je trans oseba. In tako da to zelo pogrešam, ravno zato, ker je to drugačen način. Tam gre za v bistvu eno veliko družino, filmsko družino različnih sektorjev, torej igralec je v središču vsega tega, te zgodbe, imaš zgodbo, imaš scenarij, ampak tam je v bistvu igralec in okrog tega igralca se potem to vse v bistvu vrti, kostumi, scenografija, maska, režija, kamera, ton, v bistvu vse je temu podrejeno, mizanscena, torej postavitev kadrov, statisti, vse to, in to je tako eno posebno, v bistvu posebno doživetje, in moram res reči, da pogrešam in da upam in želim, da vsaj še enkrat doživim tudi ta način v bistvu snemanja. Dokumentarni film je v bistvu bolj raziskovalno delo, vse ta zvrst dokumentarcev, že v osnovi je raziskovalno delo. Ta zvrst dokumentarcev, ki so pa v bistvu z zgodovino povezani, pa toliko bolj, ampak tudi to mi, bom rekla, mi leži, lahko bi tudi samo to počenjala. In gre pa bolj za žive ljudi pred kamero, za ta drug odnos, za neko drugačno občutljivost, za manjšo ekipo, s katero delaš in ki jo v bistvu imaš. Tako da imam rada, v bistvu imam rada terensko tudi delo. Torej rada imam, mi pravimo tudi, ko poučujem, pravimo, da film nastane 3-krat, najprej na papirju kot scenarij ali neka vsebinska zasnova, potem na snemanju in potem seveda v montaži, v postprodukciji, ko dobi
skupaj potem še z glasbo to eno svojo obliko, ne, tako da. Ja, omenili ste, da poučujete, ste predavateljica na Ekonomski šoli Novo mesto, višji strokovni šoli. Pred leti ste bili tudi pobudnica oziroma mentorica na filmskih delavnicah, krožkih oziroma tečajih, pa pobudnica filmske delavnice ob Kolpi. Ta prenos znanja se zdi vam je pisan na kožo tudi. Ja, v bistvu, ja, to moram reči, da počenjam tudi že 30 let. No. Zdaj sem sicer zadnjih 9 let sem na višji šoli, na medijski produkciji predavateljica za projektno delo, videoprodukciji in medijsko sporočanje. Drugače pa sem pred 15 leti, oziroma zdaj bo že 16-17, bila pobudnica ustanovitve filmskega tabora Kolpa v Beli krajini, ki ga je potem v bistvu v izpeljavi izpeljal Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Ne. In to so bile 3 delavnice. Jaz sem vodila ves ta čas v bistvu delavnico za dokumentarni film. Po 15 letih sem zaključila to neko obdobje, ampak sem v bistvu zelo vesela, da se to nadaljuje in tudi na vse zadnje te delavnice so ene najstarejših, res tako odlično organiziranih tudi zaradi ljudi v Črnomlju, ki jih pač vodijo tukaj v Sloveniji. Bi rekla, najbolj skoraj profesionalne filmske delavnice. Najprej so bile za srednješolce, zdaj so za osnovnošolce, zdaj so za srednješolce, ne. Sem pa že pred tem tudi delala recimo kakšne delavnice za JSKD, za javni sklad za ljubiteljske dejavnosti, in to od Maribora do Izole, imela krožek na gimnaziji Črnomelj v 90-ih letih vsako soboto. Se spomnim, naredili smo en film Župančič in Belokranjci, ki ga je tudi vaš kanal predvajal, in kaseta mora biti še skozi nekje tukaj, torej original, ne vem, kje je v arhivu, shranjeno, upam, da je shranjeno in tako dalje. Tudi recimo v Skoki v Beli krajini pa osamosvojitvena vojna za Belo krajino, to sta v bistvu 2 filma, ki sta bila tudi na vašem kanalu predvajana večkrat, in ki sta nastala v bistvu pod mojim mentorstvom znotraj pač te filmske delavnice Kolpa. Tako da sem zelo vesela in tudi ponosna na to delo, v bistvu, ker so nastali pomembni filmi, tudi kot neka dediščina, kulturna dediščina, video dediščina v bistvu za zgodovino Bele krajine, tako da pri tem pa, da je šlo seveda za nek izobraževalni pedagoški proces, za učenje, za prijetno porabo časa za mlade ljudi in tako dalje. Tako da zgleda, da imam ta pedagoški, kako se temu reče, etos, oboje, tudi v sebi. S seboj ste prinesli kamero. Kakšna zgodba je za to kamero? Ja, prinesla sem kamero, tako kot, ne vem, pisatelj piše, nekoč v bistvu s peresom, pa potem na računalnik, tako pač mi, filmarji, brez kamere v bistvu ne moremo, In jaz sem zdaj, ravno za ta intervju tukaj sem razmišljala, koliko časa se pa s tem v bistvu že ukvarjam, Kdaj pa sem jaz prvič imela kamero v roki. In to je točno pred 40 leti, Tako da takrat super osmičko še na AGRFT, ampak potem sem si dokaj hitro leta 86 kupila prvo videokamero sama, ker sem pač čez poletje delala na celovečercih kot tajnica režije takrat, In spadam med tiste režiserje, ki tudi radi sami kaj posnamejo, torej in snemajo in tako dalje. In so tudi določeni filmi, ki so potem bili predvajani, ki sem jih tudi jaz recimo pač posnela. Celo v tem zadnjem filmu Zajeti v izviru je ena sekvenca zelo pomembna, ki sem jo potem, pa drugače je bil odličen direktor fotografije in snemalec Mitja Ličen, ampak je bil pa res tisti en moment, ki je tudi en bistvenih not, ki sem ga potem jaz to kamero dejansko ujela. Ta je pa ta zadnja in to sem dobila v bistvu za rojstni dan od družine, od celotne v bistvu moje družine, ki jo imam pa tudi tukaj kot ta drugi predmet, ste me rekli za 3 predmete, da jih prinesem, in je v bistvu ta skupinska fotografija celotne družine,
ki mi seveda zelo veliko pač pomeni. Razširjena družina, bi rekli, to sta, in sem v bistvu vesela in hvaležna recimo tudi mojemu očetu in mami, ki sta me podpirala na tej poti od samega začetka. In seveda sestra, ki je producentka skoraj večine mojih v bistvu del dokumentarnih in znamenitega Varuha meje, prvega igranega ženskega filma, ona kot producentka, jaz kot režiserka, ne. In potem seveda te prekrasni nečaki, moja hči, moj sin, ne. Tako da moj mož, ne, tudi filmar, dejansko to je portret ene filmske družine, ne, kjer se, ne, Martin Turk, ne, tudi mož moje sestre, ne, v bistvu smo vsi režiserji, včasih se hecamo, da je največ režiserjev na kvadratni meter prav v naši družini, v Sloveniji, ne. Prav tako pa se tudi ukvarjamo tudi drugi z kakimi umetniškimi v bistvu smermi, ne. Moja hči rada pleše in nastopa tudi in tako dalje. Tako da, pa tudi nečaki nekateri že, no, upam. No, en nečak je tudi tako, ga pa jaz nagovarjam, veš, ti bi bil pa, tebe bomo pa vzgojili, da boš postal predsednik te naše države, ne. Pa pravi, ne bom, ne. Torej, ni nujno, da je spodbuda iz okolja tista, ki potem definira. Maja, v prostem času ste tudi prostovoljka v društvu ASPI za odrasle osebe z motnjo avtističnega spektra. April je poseben mesec, 2. aprila se obeležuje Svetovni dan avtizma. Tako je pač Svetovni dan avtizma, zavedanja o avtizmu, ne, torej o osebah s spektro avtistično motnjo. Govorimo o spektru, v bistvu mi vemo, da osebe z avtizmom so bili in so tudi danes od genijev, ne, ki so dejansko, avtizem tudi pomeni drugačno razmišljanje, drugačen pogled na svet, no, in v tistem spektru, ne, tega je bilo tudi veliko genijev, ki je premikalo dejansko te meje, bom rekla, da nismo ostali na nivoju praskupnosti praveka, ne. Je pa tudi, seveda, ima pa avtizem sabo prinaša tudi cel kup težav, ne. To so senzorne težave, recimo svetloba, luči, določeni šumi, recimo to so vse taki distraktorji, ki recimo avtistične osebe z avtizmom v bistvu lahko zelo prizadanejo, ne. Zaradi tega recimo rabijo neke drugačne okoliščine in v izobraževanju, recimo, in potem na delovnih mestih in tako dalje. In tu je še ogromno stvari, ki jih moramo v bistvu v družbi sploh narediti, da bi, ne gre samo za to, kot nekdo mi je pač rekel, ja, avtisti se morajo prilagoditi nam, ne. Veste, avtisti se prilagajajo že tako, ne, družba se vseeno malo bolj more dejansko še vedno senzibilizirati, spet smo pri tem senzibilizaciji, ne, tako da in se v bistvu tudi upreti njim in izkoristiti njihove potenciale na vse zadnje, ne. Tako da in počasi se to, jaz kot prostovoljka delujem v društvu tudi ASPI, tam smo posneli tudi že 3 filme, kjer so sami, v bistvu predvsem so to osebe z Aspergerjevim sindromom, visokofunkcionalni, v bistvu avtisti, veliko njih je tudi študentov, a veste, imamo tudi, ne vem, tudi pravnike, različne, ne, ljudje v bistvu ne razumejo, da gre tukaj res za en širok v bistvu spekter, no. In potem tega smo naredili te 3 filme in te 3 filmi so tudi kot pedagoško orodje, pripomoček skozi platformo Kinodvora ponujeni šolam, pedagogom, ravno zaradi tega, da se malo bolj izobrazijo, ker vidimo tukaj, da je še veliko treba storiti in narediti. Tako da prav tako imam pa tudi jaz tukaj noter kot 3. predmet, ne, eden od projektov, recimo, ne, je tudi seveda večjih tudi projektov, ki jih planiram v prihodnosti, je tudi film o avtizmu in avtistih, ne. Bil pa je narejen en odličen film, ki je dobil ogromno nagrad, Normalni avtistični film je naslov, ne.
4 portreti, ne, mladostnikov, ne, ki je tako odličen, a veste, da je težko v te čevlje vstopiti noter in narediti boljši film, kot je tisti film, ne. In zaradi tega, bom rekla, ta film počasi nastaja in iščem še način, kako in kaj naj povem to zgodbo, čeprav tukaj v našem prostoru je še vedno tako, da bi bilo en informativni dokumentarni bi bil nujen, ne. Pa potem tudi kakšni malo bolj umetniški z zgodbami, recimo portretni, ne, tudi tako podobno mogoče, kot je ta Zajeti v izviru, ne, sam da je iz izhodišča drugačnosti in drugačnega recimo dojemanja sveta, ne. Izzivov torej ne manjka. Maja, ob zaključku najinega pogovora, sklepna misel, sporočilo, motivacija za naše gledalce in gledalke? Bodimo strpni, bom rekla, kar iz našega zadnjega filma Zajeti v izviru Slovenski otroci Lebensborna. Bodimo strpni drug do drugega, bodimo v dialogu, prisluhnimo drugemu, dovolimo drugemu, da različno misli, ne, in prizadevajmo si za mir, ne, ki ga v svetu vidimo, da pač primanjkuje, ne. In bodimo solidarni in pomagajmo in razumimo, da so ljudje drugačni in da eni potrebujejo več podpore, drugi manj. In zaradi tega, ja, bodimo prijazni, ne. V avtističnem svetu tudi se pravi, bodi prijazen do avtistov in se vemo, da tudi nevrotipični svet, če smo prijazni med sabo, vsi je to dobro za vse. Je. Maja Weiss, hvala za vaš obisk v studiu naše televizije in želim vam srečno pot do udejstvovanja, uresničevanja vašega cilja, vsaj filma o avtizmu, pa zagotovo se še bo kaj našlo v prihodnjih letih. Najlepša hvala za povabilo. In seveda hvala tudi vam, spoštovane in spoštovani, za vašo pozornost. Bodite pozorni na svojo okolico, na drugačno, nenavadno, samo svoje in vse to nam zagotavlja, da je v našem vsakdanjiku vsak dan nekaj novega. Hvala za vašo pozornost in bodite lepo.